Tovariši in tovarišice, cenjene dame, spoštovani gospodje, dragi pohodniki in borci od blizu in daleč. Dobrodošli tukaj na Tolstem vrhu, kjer že vrsto let, okolikor nam to le dopuščajo razmere, v soorganizaciji občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče pripravljamo svečanost ob dnevu upora proti okupatorju. Ponosno se vsako leto zberemo, da obeležimo ta poseben dan, ki nas opominja na pogum, odločnost in enotnost naših prednikov v boju za svobodo in dostojanstvo. Naša zgodovina je prepletena z junaki in junakinjami, ki so se neustrašno zoperstavljali tiraniji in zatiranju, puščajoč nepozaben pečat na poti do svobode. Dandanes ob tej priložnosti se zberemo, da se spomnimo njihovega poguma in predanosti, ter se zavezujemo, da bomo varovali in negovali vrednote svobode, demokracije in človekovih pravic. V tem duhu se zavedamo, da je naša odgovornost, da nadaljujemo njihovo dediščino in se zoperstavimo vsakršnim oblikam zatiranja in nestrpnosti. Naj nam današnji dan služi kot spodbuda, da ohranimo plamen upora živega v naših srcih in da se skupaj borimo za pravičnost in svobodo za vse. Dobrodošli, spoštovane in spoštovani, in dovolite mi, da v naši sredini še posebej toplo pozdravim vse predstavnike občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, direktorja upravne enote Slovenske Konjice, Srečka Fijavža, predsednico Združenja borcev za vrednote NOB Slovenske Konjice, gospod Slavico Obrul, predsednika Policijskega veteranskega združenja Sever odbora Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Marjana Artiča, predsednika območnega združenja slovenskih častnikov Dravinjske doline, Vojka Korošca, predsednike in člane krajevnih odborov Združenj borcev, praporščake ter vse vas, spoštovani gostje, ki ste se nam danes pridružili. Današnjo svečanost simbolno posvečamo tudi spominu na Ivana Minatija, v Slovenskih Konjicah rojenega velikega slovenskega pesnika, prevajalca, publicista in akademika ter tudi partizana. V letošnjem letu se namreč številnimi dogodki spominjamo 100. obletnice njegovega rojstva. S svojimi pesmimi je izražal tudi trpljenje in uporništvo partizanskega gibanja, hkrati pa je bil glas za svobodo in enotnost naroda. Današnja osrednja svečanost je skupna svečanost občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, njeno organizacijo pa že vrsto let koordinira Združenje borcev za vrednote NOB Slovenske Konjice, katerega predsednica je gospa Slavica Obrul, zato ji na tem mestu predajam mikrofon za pozdravni nagovor. Lep pozdrav vsem, ki ste danes v tako lepem vremenu prišli na ta prostor. Letos obeležujemo prihod legendarne 14. divizije na Štajersko. Divizija je šla čez naše kraje, Stare Slemene, ker se je ustavila Bračičeva brigada, katere komandant je bil Milenko Knežević, ki je tudi tukaj ostal. Bračičeva brigada je zgradila 2 bolnici. Zimo, ki jo poznamo osnovno, ki je tam ob avtocesti, to je v gozdu nad Dramljami, ker je bila ta bolnica izdana,
je Bračičeva brigada zgradila bolnico na Tolstem vrhu, to je tu zadaj za Konjiško goro, to malo kdo starejši vejo, kje je bila ta bolnica, tam je tudi spomenik. Ranjece je zdravil dr. Gabriel Hrušovar, zahvaliti pa se moramo ljudem, domačinom iz okolice, ki so ranjence skrivali in hranili. Zahvaliti se moram tudi vsem, ki so živeli na tem območju, bi lahko rekli Kamne gore, ki obsega je velika obsežnost te starih Slemen. Ne smemo pa pozabiti, da tej stavbi je bila tudi vezna kurirska postaja, ki se je reklo S7. Bila je oddelek glavne postaje S33, ki je bila na Stranicah. To tudi malo kdaj slišimo, da je tam bila. Imela je zelo veliko pripadnikov in med vodji te postaje je bil Albin Adamič, ki je bil naš konjiški sokrajan. Zahvaliti se moram krajanov starih Slemen in okolice, ki niso pozabili na svoje prednike in še danes pomagajo urejati to okolje, da ne bi bilo pozabljeno. Vsem želim prijetno druženje pri golažu. Tako, hvala lepa. Po tem prvem pozdravnem nagovoru pa začenjamo s kulturnim programom današnje slovesnosti, ki ga bojo otvorili naši najmlajši. Tudi danes smo pripravili v kulturnem programu, kot boste videli, takšno rahlo medgeneracijsko druženje. Seveda upamo, da ti malčki grozot vojne ne bodo nikoli doživeli. Z nami so domačini, otroci iz osnovne šole Špitalič in to kar vseh 12. Samo da še povem, kaj boste danes povedali naši publiki. Posebej za današnji dan so se pripravili, menda so se tega nastopa tudi zelo, zelo veselili in so pripravili recitacijo Franceta Kosmača Pomlad v svobodi in se naučili tudi tiste lepe narodne pesmi Janez, Krajinski Janez. Na kitari jih bo pri slednji spremljala učiteljica Kristina Kračun, za vsebinsko pripravo današnjega nastopa pa gre velika zahvala gospe Valentini Kroflič. Hkrati pa bodo otroci vmes tudi malo muzicirali, boste videli, so prinesli s sabo še ene inštrumente, tako da uživajte v tem lepem uvodu. France Kosmač, Pomlad v svobodi. Težko smo že pomlad pričakovali, a glej, cvetovi prvi so pognali. Prek pol gozdov in zelenih trat, darove svoje sipa nam pomlad. Gozdovi v vetru so zavalovali, na polju kmetje spet so zaorali. Poleti v klas blestel bo kot zlato, saj naša srčna kri vodi zemljo. S pomlado se začenja spet življenje, pomlad nam je prinesla odrešenje. Cvetoča mlada vesna prek gora s svobodo je objeta k nam prišla. Janez Krajinski Janez, Janez Krajinski Janez, Janez Krajinski Janez, kam odhajaš danes? Gremo partizane, gremo partizane, gremo partizane, med junake zbrane.
Ja, to so bili naši najmlajši in ker smo rekli, da bo to danes tudi malce medgeneracijsko druženje, pa so letos ponovno tukaj na Tolstem vrhu z nami tudi ljudski pevci izpod Konjiške gore. Ljudsko petje kot glas naroda nosi v sebi močno sporočilo enotnosti, upora in vztrajnosti, ki nas na nek način povezuje skozi čas in zgodovino. Z izvajanjem ljudske pesmi se spominjamo naše dediščine in izražamo solidarnost in nepopustljivost v boju za svobodo in pravičnost. V tem prvem delu svojega nastopa bodo ljudski pevci izpod Konjiške gore zapeli dve partizanski: Na oknu glej, obrazek bled in Slovenci kremeniti. Obrazek bled, na lici grej, pri solzi svet. Zakaj pa dekletno moj 20 let, da žalostno gledaš v svet? Zakaj pa dekletno moj 20 let, da žalostno gledaš v svet? Prišel je pravi moj, fašisti bil je došli boj. Morda je prvi obležan nocoj, pa branil je narod svoj. Morda je prvi obležan nocoj, pa branil je narod svoj. Dekle ne bodi žalostna, odkristi solze in pokoj. Tvoj dan gotovo nam zase, ko zvezda utrgne se. Tvoj dan gotovo vrne se, ko zvezda utrgne se. Večerni zjutraj iz srca, prekivaj sam, da si gorja. Ne boj se, da fant ne bo nazora, ne toči tvega solza. Ne boj se, da fant ne bo nazora, ne toči tvega solza. Rekle saj ni več daleč dan, kako se danes odira. Povedi se boj se partizan, junak se v svetu zna. Povedi se boj se partizan, junak se v svetu zna. Zlobnici plemeniti, ne stopimo korak, daj svobodimo svojega vaši prav. Čez gori moja, po svetu naj bo mir, zabinjajo naša svobodna zbudeš ti. Čez gori moja, po svetu naj bo mir, zabinjajo naša svobodna budeš ti. Večeš mladinke, zrci in žene, za svobodo našo, si se naj bori. Čez gori moja, po svetu naj bo mir, zabinjajo naša svobodna budeš ti. Čez gori moja, po svetu naj bo mir, zabinjajo naša svobodna budeš ti. Svoboda res je zlata, svoboda nam je vse, zanjo če bo treba, vsakdo naj umre. Čez
Tako, spoštovane in spoštovani, mislim, da smo sedaj dobro ogreti. Čas je namreč za današnji slavnostni nagovor, v kateremu vabim dolgoletnega člana Združenja borcev za vrednote NOB Slovenske Konjice, Gvida Hauptmana. Hvala lepa. Spoštovani, toplo pozdravljeni, tovarišice in tovariši. Z veseljem se obračam na članice in člane Zveze borcev, predstavnike veteranskih organizacij ter vse predstavnike občin Slovenske Konjice, Zrež, Vitanja, ki so skupaj z Zvezo borcev pripravili današnjo proslavo. Če želimo praznovati dan Osvobodilne fronte, se moramo ozreti v preteklost, v čas, ko so se narodi Habsburške monarhije začeli zavedati svoje identitete. 20. aprila 1848 je Društvo Slovenija objavilo program Zedinjene Slovenije. Ta program je bil ključen za politične zahteve Slovencev leta 1948, namesto razdrobljenosti na dežele, kot so bile Kranjska, Štajerska, Primorska in Koroška, so si prizadevali za združeno Slovenijo znotraj Avstrijskega cesarstva. Prav tako so zahtevali enakopravnost slovenskega jezika v javnosti in se jasno uprli načrtom vključitve Habsburške monarhije v združeno Nemčijo. Po marčni revoluciji, ki je prisilila avstrijskega cesarja Ferdinanda I. v sprejetje ustave, so mnogi narodi avstrijskega cesarstva videli priložnost za nacionalno krepitev. Program Zedinjene Slovenije je nastal v več središčih. Prvi program je oblikoval celovški stolni kaplan in narodni voditelj Matija Majar Ziljski. Že 17. marca 1848. Istega dne je bil program objavljen v časniku Novice, nastali so tudi drugi programi, med njimi Peticija graških Slovencev in tako naprej in program Dunajskega društva Slovenija, ki mu je v tem času predsedoval slavni jezikoslovec Fran Miklošič. V tem času je geograf Peter Kozler pripravil brošuro o mejah Slovenije in zemljevid slovenskih dežel z vrisanimi etničnimi mejami. Program je dobil množično podporo, saj ga je podpisalo kar 51 podpisanih politikov. Kljub temu so po razprostitvi parlamenta in uvedbi centralistične okroirane ustave 4. marca 1849 takšne zahteve ostale brezpredmetne in država SHS, ki je nastala 29. oktobra 1918, je bila pa konfederalna država, ki je obsegala ozemlje južnoslovanskih narodov, nekdanje Avstro-Ogrske. Med vojnami, ko je nacizem in fašizem v vzponu, so Slovenci začeli iskati svojo potrditev na svetovnem zemljevidu. Nastanek organizacije Osvobodilna fronta seže v čas nemške okupacije in zloma Jugoslavije. OF. Osvobodilna fronta, ki je nastala na pobudo prejšnje KP Slovenije, je povezala vse prejšnje politične stranke, kot so krščanski socialisti, sokoli in kulturniki. Naslov te organizacije že vsebuje del njenega programa. Osvoboditev je bila poudarjena v vseh uradnih izrazih, fronta pa ni bila zgolj vojaška, ampak tudi politična. Sklepi prvih zasedanj vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte oktobra in decembra 1941 pozivali vse Slovence k sodelovanju, pri čemer so poudarjali borbeno slovenstvo. Vse stranke, ki so sodelovale v Osvobodilni fronti, so se obvezale k lojalnosti
in se izogibali političnim opredelitvam ter opredelitvam glede verskih vprašanj. Osvobodilna fronta je uspela obdržati posamezne slovenske kroge pri stvari s sklicevanjem le na nacionalna stališča in s spretno propagando. V nasprotju z različnimi vplivi okupacijskih enot, ustašev, četnikov, bele in plave garde, ki jim ni uspelo doseči razcepa. Najvišjo oblast slovenskega naroda je predstavljal plenum Osvobodilne fronte, ki se je kasneje preoblikoval v Slovenski narodno-osvobodilni svet. Ta svet je priznaval najvišjo državno oblast v Novi Jugoslaviji, protifašistični svet za narodno osvoboditev Jugoslavije AVNOJ, ter se je zavzemal za federativno demokratično Jugoslavijo, v kateri so bili narodni enakopravni. Po končani vojni se je tudi ustava spreminjala. Republike so dobile ustavno pravico do odcepitve iz SFRJ, pri čemer je bil pomemben prispevek Edvarda Kardelja. Leta 1991 je Slovenija izkoristila to priložnost. Mlada država je nosila v sebi veliko elementov prejšnje ureditve. Politika je včasih pozabila na državotvorno držo in suverenost, na enotnost, ki je bila značilna za OF. Z različnimi strankarskimi interesi je državo privedla v odvisnost od Evrope, NATO in Mednarodnega denarnega sklada. Hvala. Hvala za ta slavnostni nagovor, po katerem pa od nas svečano odhajajo tudi spoštovani gospodje praporščaki, pa vas vabim, da jih z velikim aplavzom posprejemo iz prizorišča. Tako pa je spet čas za nekaj glasbe in medgeneracijskega povezovanja. Harmonika ima tesno povezavo s partizanskim gibanjem zaradi svoje vloge pri ohranjanju in izvajanju partizanskih pesmi med drugo svetovno vojno. Med partizani je bila harmonika priljubljeno glasbilo, saj je bila prenosljiva, lahko dostopna in primerna za igranje v različnih okoliščinah, tudi na terenu. Partizanske pesmi so bile pomemben del motivacije in povezovanja med borci. Harmonika je bila ključno orodje pri prenašanju teh pesmi med partizani, saj so jih lahko igrali in prepevali v ognjiščih, med premiki in v taboriščih. Te pesmi so pogosto vsebovale sporočila o boju za svobodo, uporu proti okupatorju in enotnosti med borci. Zaradi te zgodovinske povezave med harmoniko in partizani je ta glasbena kombinacija še danes pomembna pri ohranjanju spomina na partizansko gibanje in njegovo dediščino. In danes jo med nas prinaša mlad glasbenik Jure Preložnik s svojo harmoniko iz glasbene šole Slovenske Konjice prihaja. Zapel bo ljudsko, kje so tiste stezice, in partizansko Počiva jezero v tihoti. Tiste stezi
in listje rahlo mi šumi, ob jezeru v temni noči, nad partizan molči stoji. Ob jezeru v temni noči, nad partizan molči stoji. Dala, da bo čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan. Zasijala, ko se povrne partizan. Ko drugo leto borbe mine, prejela draga vrh planine, prebila krogla je srce, počiva jezero v tihoti in listje rahlo mi šumi, na dnu samotnega jezera dekle nesrečno mirno spi. Na dnu samotnega jezera dekle nesrečno mirno spi. Hvala tudi Juretu za ti dve lepi pesmi in otožen zvok harmonike. Ja, res lepo gre to dvoje skupaj. V naslednjih minutah vas bom prepustila še ljudskim pevcem izpod Konjiške gore. Za vas so pripravili še eno skladbo pod Rožnato planino, no čisto za konec pa se jim bo ponovno pridružil tudi harmonikar in seveda vas vabim, da skupaj z njimi zapojete in se spomnite pokojnega glasbenega ustvarjalca Tineta Lesjaka, brez katerega je minilo redko katero srečanje tukaj na Tolstem vrhu in njemu v spomin bo torej zazvenela priljubljena skladba, verjamem, da vsem dobro znana, katere avtor je bil Tini sam, Tu smo doma. Vas pa seveda vabim, da še dolgo v praznični dan ostanete tukaj skupaj, si kakšno zapojete ob glasbeni spremljavi, za katero bomo tudi poskrbeli tukaj na Tolstem vrhu, mogoče bodo kakšno zapeli kasneje tudi še pevci. Privoščite si tudi današnji partizanski golaž, za katerega so poskrbeli v gostilni Turist in se seveda skupaj poveselite in podružite, tudi temu je namreč današnji dan tudi namenjen. Vabljeni tudi med zidove spominskega doma, tukaj na Tolstem vrhu, na ogled ta postavlja marsikaj zanimivega iz polpretekle zgodovine in si skratka naredite lep dan. In če bomo prihodnje leto še vsi zdravi in če bo vse tako, kot mora biti, se seveda ponovno srečamo prav tukaj na tem mestu in ob istem času. In za mojo odpoved na današnji slavnostni dan mi dovolite, da z vami delim eno pretresljivo pesem našega častnega občana, pokojnega Ivana Minatija, katerega 100. obletnico rojstva praznujemo v letošnjem letu. Pismo materi iz groba. Mama, pošiljam ti pozdrav. Pod bukvo v grapi ležim in mi je prav. Med korenine sem ujet in čakam, da zasine žarko jutro čez moj temni dom. Sapi, ki jih tisko suhe veje nad grobovi, sem naročil, naj te potolaži. Saj nisem sam,
z menoj na mrtvi straži so še drugi fantje. Kot sinovi istega očeta smo. Ko se zmrači, zapojemo skozi prst v domovini in pojemo, dokler se petelini na oglase in k jutru zazvoni. Ne skrbi, jaz sem zadovoljen. Naložili so čezme listja in zrahljali z glavje tovariši in so odšli. Ostal je z mano le še križ, ki so ga zbili iz vej, in pesem, ki so z menoj v grob jo dali. To pesem pojemo in o dekletih. Saj smo še vsi mladi in v tistih letih, ko v srcu preveč ureja, da bi molčali. Pa z Bogom in nikar preveč ne joči mama. Grabila je se od veselja.